No, še enkrat pa lepo pozdravljamo naši gosti, plezalko Vito Lukan in judoistko Zarjo Tavčar in jo vabimo, da se nam kar pridružita na odru. No, hvala, da ste danes z nami in upamo, da je bil film tudi vama všeč. Vprašanja so za obe, tako da lahko na nekaj izmenično odgovarjate obe dve. Koliko časa že trenirate vidve vajine športe? Jaz plezam 8 let, tam nekaj, ja, približno. Začela sem v osnovni šoli, tako čist zraven šole, kot 2-krat na teden, tako nekaj približno. Pa zmer več, pa zmer bolj mi ratovalo všeč in pa sem vztrajala. Jaz pa treniram že od 1. razreda, to je zdaj že 12. 13. leto in tudi pač na začetku je bilo bolj tako za zabavo, zdaj pa pač bolj resno. V filmu vidimo obdobje intenzivnih priprav, v katerem športnice živijo v športnem domu in se popolnoma posvečajo treningom. Kako intenzivna obdobja pravzaprav izgledajo pri vaju? A je to od športa do športa različno ali je enako povsod? Ja, mi imamo treninge do 5-krat, 6-krat na teden, kdaj gremo pa tudi na priprave, recimo en teden ali pa samo čez vikend v Avstrijo ali Nemčijo. Drugače je pa to od športa do športa različen. Eni rabijo več časa, ker grejo tudi v bolj oddaljene kraje, eni trenirajo samo pač v Sloveniji, tako da to je zelo odvisno. Jaz treniram 8-krat na teden še zjutraj in v bistvu tako nekih posebnih obdobij vmes ni, skozi se trenira, pa tudi ja, na priprave hodimo drugam, drugače pa navaden. V filmu določena dekleta odpadajo iz ekipe, druga pa se srečujejo z različnimi razočaranji in težko skrijejo solze. Kako se vidve soočate z občasnimi neuspehi? Meni se zdi, da ti neuspehi dajo samo še dodatno motivacijo. Pač to se vidi v tistih, ki smo željo res uspeti, ne bojo odnehali takoj, ko pride do enega malo slabšega obdobja, do slabših rezultatov in tisti bojo vztrajali in sami sebe še naprej motivirali, da bodo boljši in v večini to uspe, sicer enim ne, ampak. Ja, tudi pri meni so bile že zelo velikokrat solze, ampak pol, ko pa pač ti uspe, pa pač je toliko večje veselje. Ja. A bi se vidve strinjali z izjavo, da je pot do uspeha vedno polna odrekanj, ovir, dvomov, padcev in vzponov? Kaj in kdo vaju motivira v teh trenutkih? Mene pač jaz najboljše lahko motiviram sama sebe, ker samo če si jaz to res želim, bom tudi to dosegla. Seveda so pa odrekanja, ne grem vsak petek ven, pa se družim s prijatelji, pa žuriram, ampak imam treninge čez vikend ponavadi in ni glih neki veliki shodov ven ali pa tega. Ja, odrekanj je veliko, ampak jaz kot sama si še zmeraj včasih tudi tako si kaj privoščiš, pač ker še zmeraj se hočem, da se pri tem tudi še vsem zabavam, pač, ker je še dolga pot. Zdaj, ama kdo slučajno od vas, zdaj je vprašanje kakšno? Ne? Okej, pa gremo kar naprej. V filmu imajo zelo pomembno vlogo trenerji. Se pravi, dekleta spodbujajo in jih kritizirajo. Kako je pomemben za vaju odnos s trenerjem? Ja, verjetno je trener ena oseba, s katero preživiš največ časa na treningu pa tako. Meni se zdi, da je pomemben, da je odnos med varovancem in trenerjem tako odkrit, da se vse skozi pomenta pa to, da tudi kot tekmovalec ne slediš samo slepo trenerju, ampak da tudi poveš svoje mnenje, kaj ti misliš, kaj on misli in pa to skupaj predebatirata in najdeta eno skupno pot, ki pač obema ustreza in s katero se oba strinjata. Je pa pač zelo pomemben, da trenerju zaupaš, pa da verjameš, da je tak plan, ki ga on naredi, v redu zate in da bo tudi
da bo tudi pač prinesel rezultate. Ja, predvsem je pomembno to zaupanje. Se pravi, popoln trener mu moraš zaupati in on tebi tudi verjetno, ne? Ja, nekako tako. Trenerja v filmu delata tudi velike razlike med svojimi varovankami. Do deklet nimate enakega odnosa, kar v nekem trenutku tudi priznata. Kako sta v filmu doživeli to vidve? Se s tem srečujeta tudi v svojem vsakdanu? Meni se zdi tako, da kakor je bilo prikazano v filmu, da pač trener dela razlike, da je to razumljivo, ker kot trener je logično, da boš ti več časa posvetil enemu, kakor pokaže več interesa, se bolj trud in on ima tudi večjo možnost, da osvoji kakšen dober rezultat, pa je v bistvu pač trener mu bo več časa posvetil, ker pač vidi prihodnost. Ja, tudi meni so že trenerji pač tako povedali, so tudi v klubu, da bojo se toliko trudili zate, kakor pač ti pokažeš same volje in pač to je pol odvisen tudi od tebe. A se vam to zdi prav? Ali... Ja, ne? Mislim, ja. A je prehod na profesionalno raven treniranja in ukvarjanja z določenim športom zavestna odločitev ali je to proces, ki se pač zgodi sproti? Po mojem, da se to dogaja, saj pri meni je bilo tako, da je to bilo sproti, da najprej je bilo tako bolj za zabavo, pa zmer bolj resen, ampak je pa zelo pomemben, da še kar uživaš v temu, kar počenjaš in da ti še zmer dober. Ja, se s tem tudi strinjam. Velikokrat slišimo, da je talent sam tako 10%, potem je pa odločilno, koliko trdo delaš. Se s tem strinjata? Ja, meni se zdi, da je tako, da na začetku mogoče, ki še manjši, da talent igra večjo vlogo, da so boljši oni, kakor so bolj talentirani, ampak po z leti se pa pokaže trdo delo, ki premaga talent. Ja. Ok, zdaj pa prvo bo odgovorila. A je izbira življenja profesionalnega športnika tvegana? Ali mislim, ker ena poškodba lahko izbriše dolga leta prizadevanj. Kako se vidve soočate s tem? Ja, jaz Strahom potem. pravim, da je to pač je zelo tvegano, ampak na koncu, če si ti pa vse pač po sreči, je pa to pač tako veselje in ne moreš pač nekako pisati z besedami. Je pa tvegano, ampak vse v življenju neko tveganje. No, meni se zdi, da je pomemben, da imaš mogoče kakšno drugo stvar zraven športa, recimo, da nekako uskladuješ šport pa šolo, da pač pojš, ker recimo, če se poškoduješ, da naprej nadaljuješ šolo, pa nekako probaš vse to uskladiti, da ti pač pojš vsaj nek rata. Ima kdo zdaj kakšno vprašanje? Ne? Bi rekli vidve, da je kdaj prepozno za odločitev resnega posvečanja športu, če bi si želeli profesionalnega preboja v določeni panogi? Naprimer, če zdaj jaz začnem trenirati košarko, a lahko v NBA pridem v 3 letih? Po mojem, če si to res želiš, bi ti tudi lahko ratal. Jaz te tudi podpiram. Hvala. Imata vidve kakšen najljubši film, mogoče? Film ne, mogoče kakšno serijo, recimo Game of Thrones. Bi rade povedali še kaj za, ne vem, popotnico publiki? Ne. Okay. No, pol pa najlepša hvala obema in veliko športnih uspehov še naprej. Hvala tudi občinstvu, ki ste bili z nami in vabljeni, da se nam pridružite tudi na drugih Kinotripovih projekcijah.